današnji simpozijam. No, kot sem že prej omenil, sledi predstavitev knjige avtorja magistra Igorja Omerze z naslovom Velikani slovenske osamosvojitve in UDBA s podnaslovom Jožef Pučnik, psevdomarksist. Gospod Omerza, izvolite. Hvala lepa, hvala za vabilo, vse lepo pozdravljam. Zdaj gre za premierno predstavitev te knjige, sledi še podrobnejša predstavitev v Ljubljani 26. marca ob 18. v muzeju VSO v Ljubljani. Zdaj, psevdomarksist naslov je oznaka udbovske obdelave Pučnika v 60 letih. So ključna leta za Pučnika bila, ker vemo, kaj se je takrat dogajalo. Zdaj, kronološko se Pučnik v udbinih dokumentih prvič pojavi 14. maja 1958 in zadnjič 20. aprila 1990, se pravi že po demokratičnih volitvah. Gre torej za 32 let zalezovanja Pučnika. Zdaj se pa jaz nekaj vprašam, dragi prijatelji, prijateljice. V tej knjigi objavljam prvič stotine dokumentov. Prvič. Arhiv je odprt, udbovski del arhiva je odprt od leta 2006, ko je vlada Janeza Janše predlog dala v parlament in parlament to sprejel. Od leta 2006 in jaz leta 2023 objavljam stotine novih dokumentov o ne samo Jožetu Pučniku, tudi o drugih zadevah. Kako je mogoče, da stotine slovenskih zgodovinarjev, stotine, enega tega dokumenta doslej še niso predstavili? To pa je del enega kulturnega molka, zarote molka, kot smo to včasih rekli, ne? Našega slovenskega stalinističnega, komunističnega in socialističnega režima, ki je propadal pred 33 leti in še vedno obstaja kultura molka naših zgodovinarjev. Sam mi grede, ne bi zdaj razpravljali, zakaj je tako, ker ni časa. Lahko naprej, prosim. Ne, nazaj eno, prosim. Dve, še ena nazaj. Druga, ne, nazaj morate. Ta je. To je fotografija Pučnika z njegovega gimnazijskega obdobja. Že junija 1952 se je gimnazijac Pučnik prvič srečal z udbo in to z mariborsko, to pa zaradi sodelovanja in pisanja v dijaškem listu Iskanja. O tem nisem našel nobenega udbovskega zaznamka. Naprej, prosim. To je fotografija Pučnika iz njegovega partijskega dosjeja. Vstopil je v partijo 8. januarja 1958 in že v tem letu bo Pučnik paradoksalno postal ena najpomembnejših strank tajne politične policije slovenskega komunističnega vrha, po modelu UDBE. Naprej, prosim. Tu v tajnem udbovskem biltenu, ki je bil namenjen političnemu vodstvu komunističnemu, je Pučnik sredi maja 1958 prvič in samo bežno omenjen v okviru revije 57. Naprej, prosim. Pučnik je bil aretiran 31. oktobra 1958, a novembra o tem udbovci političnim šefom še ne poročajo. Pač pa, da je zaradi spornega članka Naša družbena stvarnost in naše iluzije, citiram, pišejo, prišlo do ostrih nasprotij med člani uredništva in nekaterimi sodelavci revije 57. Kozak Primož je na primer ob tem članku dejal, da je Pučnik skorajda agent provokator, ki tira vse v zapor in tako dalje. Janko Kos pa je izjavil, da se z idejo članka sicer strinja, ne strinja se pa s taktiko s tem, da gre Pučnik s kolom nad partijo. Naprej, prosim. Udbovci poročajo v letnem poročilu za leto 1958. Preiskava je trajala 55 dni. Zaslišanih je bilo 73 prič, in sicer 48 v Ljubljani, 28 v Mariboru, 3 v Celju, 3 v Gorici, 2 v Beogradu in 1 v Bileči. Tožilstvu so bili predani Jože Pučnik in Jože Močnik, oba v zaporu, Veljko Rus, Taras Kermauner in Veno Taufer, vsi trije na svobodi. Naprej, prosim. Udbovci poročajo 15. aprila 1959. V porotni dvorani je bilo mnogo študentov in skoraj vsi uredniki revije 57. Posamezniki, med njimi so dajali med razpravo cinične pripombe. Češ, da je razprava ena sama komedija. Protestirali so, ko je sodišče prekinilo filozofiranje Veljka Rusa, skušali pa so protestirati tudi, ko se je javni tožilec zanimal, zakaj si je Pučnik nabavljal novo pot s Kozbekovimi članki. Po zaključku razprave je Breda Vrhovec, hčerka pokojnega polkovnika Slavka Vrhovca, prva stopila k obsojenemu Pučniku in mu čestitala k njegovemu zadržanju, za njo pa so to storili vsi uredniki sodelavci revije 57,
razen Primoža Kozaka in Janka Kosa, ki zaključnemu delu razprave nista prisostvovala. Pučnik sam je potem samozavestno odšel v celico in se glasno poslovil od preostalih poslušalcev. Naprej, prosim. Po maju 1959 je okoli Pučnika, ki je čemel v sodnem zaporu v Ljubljani, zavladal nekakšen mir, vsaj tako izgleda po dostopni udbovsko-biltenski tajni dokumentaciji. Celo o julijski pravnomočnosti njegove 9-letne obsodbe udbovci molčijo. Ali pa nisem našel dokumentov, ali pa so uničeni. Šele konec novembra 1959, ko je bil že slabe 3 mesece v mariborski kaznilnici, najdemo udbovske novice o Jožetu Pučniku. Ker gre za zelo natančna vsebinska in nepopustljiva in preroška stališča Jožeta Pučnika, to pomeni, da so ga udbovci v zaporu obiskovali in ga spraševali o njegovih stališčih. Zakaj preroška? Zato, ker je tajnim policajem v zaporu dejal, da takoj, ko pride iz zapora, bo, citiram udbo, pisal članke in razgaljal nepravilnosti tiste kaste, ki v imenu programa Zveze komunistov dela samovoljno in pravi, da ga od tega cilja ne more nič odpraviti, pa čeprav bo čez nekaj mesecev spet v arestu. Konec citata. In tako se je tudi resnici zgodilo. Naprej. V udbovskem biltenu konec februarja 1961 najdemo 4,5-stransko poročanje o zaporskem obisku Dominika Smoleta pri Pučniku. Iz zapisa v tem pogovoru, ki je trajal približno 1,5 ure, je razvidno, da so ga udbovci v zaporu posneli in glede na določeno konfuznost in nelogičnost pogovora se zdi, da sta oba sogovornika vedela, da jima prisluškujejo. Naprej, prosim. Notranji minister Vladimir Kadunc, kmalu potem bo naredil, mislim, čez 3 leta bo naredil samomor, je povabil na razgovor 12. marca 1963 Rusa, Kozaka in Kermaunarja. Preden je Veljko Rus odšel od doma k ministru, piše udba, očitno so imeli prisluškovalne naprave pri družini Rus doma, je citiram: Mati tarnala, kaj bo, če bo Veljko zaprt, oče pa je dejal, prava reč, kaj pa je to, začelo se je, če se je začelo, se je pač začelo. Komunist je šele pravi komunist, ko je enkrat zaprt, sedaj bo tudi tako postalo. Je bilo in bo tako na svetu. Jezus je bil tudi star 13 let, pa je vse stare učil. Naprej, prosim. Udba za čuda ne poroča, da je 17. junija 1963 Pučnik prišel na pogojno svobodo in kmalu bo začel pisati za revijo Perspektive in v začetku decembra 1963 objavil tudi članek o dilemah, znamenit članek o dilemah našega kmetijstva. In si s tem sam trasiral pot nazaj v zapor. Maja 1964 se je to potem zgodilo. Naprej. Udba decembra 1964 zapiše komentar Josipa Vidmarja na Pučnikov kmetijski izdelek. To je popoln norec, kar zahteva v svojem članku, je tako tuje socializmu, zahteva namreč restauracijo nekdanje kmečke situacije, da je bo fant nujno moral dobiti po glavi. In jo tudi je, ne? Naprej. Leta 1964 imamo najbolj intenzivno poročanje udb o Pučniku in perspektivah, veliko tudi v Topli gredi, Tomažu Šalamu in tako dalje. Poglejmo delček tega. Januarja 1964 poročajo tajni policaji o sestanku perspektivašev in Staneta Kavčiča. Citiram, ker jim je tovariš Kavčič citiral stavke iz članka številka, ki še ni šla, so prišli do zaključka, da je tovariš Kavčič povezan z udbo. To jih je presenetilo. Komentiram, sveta preproščina umetnikov, se Stane Kavčič ni bil samo povezan z udbo, ampak so jo on in njegovi pristaši v vodstvu partije nadzirali in usmerjali. Bila je v službi pri njih, bila je njihova privatna politična policija. Naprej, prosim. Udbovci 8. maja 1964 poročajo. Včeraj, 7.5.1964, je bilo v uredništvu Perspektiv vročeno pismo DZS-ja, s katerim prekinjajo dosedanje obveznosti pri izdajanju revije. Naprej, prosim. Udbovci poročajo 23. maja 1964. Zaradi sovražne propagande v že objavljenih člankih Jožeta Pučnika v Perspektivah in v pesmi Tomaža Šalomona Duma 1964 smo uvedli kazensko poizvedbo z zaporom proti Jožetu Pučniku in Tomažu Šalamonu. Naprej, prosim. Janez Stanovnik ima že 2 spomenika. En največjih protiosvoboditeljev v zgodovini Slovenije. 21. decembra 1964 na razpravi o regionalnem življenju študentsko naselje pred 600 študenti pravi: če pa želimo, da slovenski kulturni delavec postane dejanski tvorec kulture slovenskega naroda,
potem pa mora on biti z narodom integriran in narodu odgovoren, kjer pa ta zveza odgovornosti narodu manjka, ima pa njegova politična organizacija pravico svoje intervencije. Torej, politična organizacija ali jaz vrhovni partijci imajo po stanovniku pravico intervencije in v letu 1964 to pravico obilno izkoriščali. Ukinitev perspektiv, preprečitev tople grede, zapor za Pučnika, še bi lahko naštevali. Res stanovnik je pravi človek, med drugim je tudi udboljubec in fanatični nasprotnik, kot sem že rekel, osamosvojitve, da so mu postavili v demokratični Sloveniji že 2 spomenika. In podmladek politične stranke SD-ja je resno predlagal, da se letališče Jožeta Pučnika preimenuje v letališče Janeza Stanovnika. Če bo šlo tako naprej, spomnimo se samo državne počastitve Erta, vojaške počastitve Zemljariča, ukinitve muzeja osamosvojitve, paradiranje Markovića na državni proslavi za zvezdo, ki nas razdvaja. Torej, če bo šlo tako naprej, bomo imeli prej spomenik Udbi kot osamosvojitvi v Ljubljani. Vse imamo tudi, recimo, v Ljubljani spomenik Borisu Pahorju, pa 2 spomenika Špiclu Petru Božiču, ki je Pahorja zalazoval. Nemogoče je mogoče, ne? Naprej, prosim. V letno poročilo Udbe 64. V obdelavi pseudomarksisti koristimo zdaj tehnična sredstva na 4 stanovanjih nosilcev obdelav. Samo iz enega najbolj komunikativnega mesta smo prejeli preko 1000 strani poročil. To je bilo verjetno stanovanje, ne povejo, kje je Rusovo stanovanje, ne? 1000 strani poročil samo iz enega mesta. Se predstavljate, kakšna količina je tega bila. Naprej, prosim. Jože Pučnik je bil 6. aprila 1966 predčasno izpuščen iz zapora na Dobu. O tem nisem našel direktnega poročanja Udbe, pač pa samo posredno omembo v udbovski informaciji datum 10. maj 1966, kjer se obdeluje obisk Hansa Petra Rulmana, beogradskega dopisnika zahodno-nemške revije Der Spiegel v Ljubljani, citiram: "Med ostalim se je Rulman pri Kocbeku zanimal, kaj s Pučnikom, sedaj, ko je izpuščen iz zapora." Naprej. To je znana fotografija njegovega obiska družine po 6 letih pečalbe v Zvezni republiki Nemčiji, kjer je upravljala tudi fizična dela. Udba poroča konec maja 1967. Bivši perspektivaš Jože Pučnik se trenutno nahaja v Nemčiji, je štipendist Hamburške univerze, prejema 500 nemških mark mesečno, ker hkrati dela kot demonstrator pri profesorju Hausmannu. Politično se je popolnoma pasiviziral, zagrizel se je v študij. Naprej. Namreč Pučnik, tako piše Peskova Sveta Pesek v svoji knjigi, rekel: "V tujini ne bom deloval politično kot emigrant, če bom prišel nazaj in se je to tako tudi potem zgodilo." Naprej, se pravi, udbovski bilten, konec septembra 1967. To je zanimivo. Pred odhodom iz Ljubljane se je Pučnik razšel s skoraj celotnim krogom perspektivašev. Povod za to je dal Dominik Smole, ko ni hotel skrivati nekega Pučnikovega prijatelja, ki je pobegnil iz mariborskega zapora. Na Smoletovo stališče se je postavil tudi Taras Kermauner. Pučnika je to zelo prizadelo in je očital Smoletu, da je nemoralen. Naprej, prosim. Konec maja 1974 tajni policaji povzemajo 3. razgovor mariborskih udbašev s Pučnikom v okviru akcije Dopust za razvojevanje zdomcev. V razgovoru je bil Pučnik presenetljivo spravljiv, no verjetno ni hotel imeti težav z obiski domovine in družine. Naprej, prosim. Ta dokument je bil dan v osebni dosje Pučnik, dr. Jože, številka 5854. Ob tem dodajam, da je iz popisa dosjeja v Arhivu Slovenije razvidno, da je ta Pučnikov dosje bil črtan, kot toliko drugih, škoda. Naprej. Pomemben je seveda tudi del moje knjige o Pučnikovi Udbi, kjer obdelujem vlogo Pučnika pri Novi reviji. On se namreč začel občasno vračati in je začel sodelovati pri Novi reviji. In predvsem seveda njegov pomen pri njeni 57. številki in pri tem bi bil skoraj zopet kazensko ovaden in tudi njegovo vlogo v ustavni številki Nove revije. Tu kombiniram udbovske dokumente tudi s tožilskimi in partijskimi dokumenti. Naprej, prosim. To je prikaz dokumenta prve 2 strani, datum 20. april 90, kjer visoki udbovec Marko Zare poroča o kontaktu s sodelavcem Žanom. Naprej, prosim. V tem dokumentu izvemo tudi, da je nemški obveščevalec Werner Ravens, Udba ga je spremljala pod kodnim imenom Erika, dvojnega agenta Udbe Žana, pravo ime Aleksandar Grnjak, spraševal aprila 90, vse v zvezi s kazensko ovadbo vojske, to je tista znana ovadba vojske proti Pučniku. Gre za zadnje udbovske omenjene Jožeta Pučnika.
Naprej, prosim. Morda se bo z leti še kaj našlo, a tudi to, kar je ohranjeno, predvsem mislim na obsežno udbovsko zalezovanje Pučnika v letih 58 do 65, podaja dokaj dobro in izčrpno sliko o protipučnikovskem delovanju te mračne in tajne stalinistično-socialistične asociacije, ki desetletja od leta 41 do 90 tako neusmiljeno in brezsramno posegala v življenje drugih, jih ob tem fizično uničevala ali onemogočala ali šikanirala ali psihirala ali pognala iz Slovenije ali preprečevala njihovo obiskovanje domovine. Naprej, prosim. Koliko je pri tem trpelo Pučnikovo srce, ki ga je prekmalu pustilo na cedilu, je nemogoče natančno ugotoviti, je pa gotovo, da je to gromozansko in dolgoletno udbovsko zaporsko nasilje skrajšalo življenje Jožeta Pučnika, tega izjemnega človeka in velikana slovenske osamosvojitve. Hvala za pozornost. Hvala magistru Igorju Merzi za to zanimivo predstavitev. Verjamem, da bomo knjigo z zanimanjem vzeli v roke in prebrali, se knjiga še dodatno razgalja prejšnji totalitarni režim, ki se je požvižgal na človekove pravice. Pri čemer pa je zanimivo, da danes o človekovih pravicah največ govorijo potomci tistih, ki so jih v preteklih desetletjih na veliko kršili. Skratka, vabim jih na kupu te knjige v predverju.